Smo Davor in Andraž za Sweet TV in ker je konc leta pred vrati, je cajt, da tudi mi dva narediva seznam telefonov, ki so se nama zdeli v tem letu najboljši. Ker pa je to kot nek award show za telefone ob konc leta, so v tem primeru tudi bolj svečano oblečena, a ne? Ej, Andraž, pojď se preobleči. Ja, najboljši. No, Andraž je nazaj. Drugače sva pa nekatere od telefonov tudi ocenila na najnemu kanalu. Linki za vse tiste videe bodo dol v opisu videa. Za tiste, ki jih pa nisva, si želiva, da bi jih lahko, pa se pač ni šlo. Sva pa tudi vse od njih saj sprobala v privat live ali pa dobila feedback od uporabnikov teh telefonov. Ja, kontaktirala sva sicer tudi kar nekaj slovenskih podjetij, če bi nam jih dali na test, vsaj za tale video in še za ta nov test kamer na slepo, ki upava, da nam ga letos še uspe nekako narediti. Pa nažalost še nisem dobila pritrdilnih odgovorov, tako da držite pesti za naju, da nam rata. Prosim. Kokarkoli. To je sam najin osebni seznam, da ne boste narobe razumeli, tako da ne biti jezni, če se z njim ne boste strinjali. Nama lahko tudi to z veseljem poveste dol v komentarjih, čim se ne strinjate in date tudi vaše predloge po posameznih kategorijah. Bova pa mi dva zelo jezna, če se mi naročite na tale najin kanal in naj jo spremljate na Facebooku, Instagramu, Twitterju in pa TikToku. Vsak naročnik in vsako ogled šteje, ter nama veliko pomeni in vsak od vas bi bil najboljši, če to naredi. Res je. Ta video sva se midva zamislila tako, da bova seznam razdelila na 3 kategorije. Te kategorije so budget telefoni, ki imajo ceno nekje tam do 350 evrov, midrange telefoni, ki imajo ceno do približno 550 evrov in pa flagship killerje, ki stanejo tam med 550 in 850 evri. Za konc bova pa dala še 3 nasploh top telefone, ki so pač premium kategorija. Vsaki izmed teh kategorij bo omenila 3 najboljše telefone po najinem mnenju in moj bi dala še kakšno častno omembo. Čist na koncu bo pa tudi izbrala še telefona, ki imata po najinem mnenju najboljši razmerje med ceno in performansom. Kot vidite, je kategorij precej, kar pomeni, da imamo kar veliko telefonov za pokrit. Dejva začeti kar s ta prvo kategorijo. To so najboljši budget telefoni do 300 evrov. Tukaj sigurno treba omeniti Xiaomi Redmi Note 10 Pro, ki ga lahko pri operaterjih dobite že za okoli 250 evrov in ima impresiven AMOLED zaslon s 120 Hz osveževanjem, pa stereo zvočnike, vhod za slušalke in 108 megapikselov velik senzor v glavni kameri, ki dela precej lepe fotke za ta rang. Drug na seznamu je Realme 8, ki ga lahko dobite že za okoli 190 evrov, ful dober. Ne, to definitivno ni najlepši telefon tega leta, je pa kar kompakten. Njegov zaslon je hkrati zelo dober in zelo povprečen. Dober je, ker je pač AMOLED, povprečen pa zato, ker ima za razliko od večine konkurence sam 60 Hz osveževanje, kar tudi za budget telefone nekako ni več tako moderno in sprejemljivo. Telefon ima tudi sam monozvočnik na dnu, ima pa tudi dobro baterijo, ki zdrži več kot en dan. Po najem mnenju pa je krati kategorije Poco X3 Pro, ki ga lahko ob najrazličnejših akcijah dobite že za okoli 220 evrov. Za razliko od Note 10 Pro ima ta telefon sicer IPS LCD zaslon in ne OLED, sam ima še zmeraj 120 Hz osveževanja, stereo zvočnike in pa vhod za slušalke. Njegov objektiv velikosti 48 megapikselov je čist soliden za zajemanje fotk in videov, pri čemer pomaga tudi za ta rang odličen procesor. Če bi za telefon plačali manj kot 300 evrov, s tem sigurno ne boste razočarani. Midva sva ga letos priporoča vsaj 8 ljudem. Tudi mojemu očetu. In vsi so bili z njim zelo zadovoljni. Kaj pa častne omembe? Tukaj bi lahko omenila recimo Samsung A32 5G, ki ima sicer samo 64 GB notranje shrambe, česar midva ne marava, tudi pri budget kategoriji ne, ampak ima pa veliko baterijo, ki dolgo zdrži. Potem pa bi lahko mogoče omenila še OnePlus Nord N10 5G, ki ponuja tudi 5G povezljivost za dobro ceno in ima tudi 90 Hz osveževanje zaslona. Naslednji segment so midrangerji tam do 550 evrov. Ta segment je sigurno največji in najbolj popularen tukaj v Sloveniji, zato je zanga najtežji izbrati top telefone. Skorda najbolj znan predstavnik te kategorije je Samsung Galaxy A52s 5G, ki ima 120 Hz osveževanje zaslona, ki je prekrasen Samsungov AMOLED. Ima sicer plastično hrbtišče, ki pa je zelo kvalitetno, ima stereo zvočnike, vhod za slušalke in zelo dobre objektive za midrangerje. Izbira za top telefon kategorije je bila res težka. Razmišljala sva, a bi izbrala Realme GT 5G, ki sva ga sama tudi testirala polet.
ta ima odličen AMOLED zaslon z 120 Hz osveževanjem in zelo hitro žično polnjenje, ki v roku pol ure sicer nafila ne prav gromozansko baterijo. Mislim, da je to še zmeraj najcenejši telefon na trgu s Snapdragonom 888 oziroma najmočnejšim Android procesorjem tega leta. Tudi ta pomaga pri kvaliteti slik, ki so za to ceno res odlične, pa še v zelo zanimivi rumeni barvi pride, če se spomnite, mangotov in tistega veganskega usna. To se bo zabavno. Druga izbira za najboljši midrange letos je še OnePlus Nord 2 5G, ki naj jo preseneti s kakovostno izdelavo, dobrimi stereozvočniki in solidnim 90 Hz zaslonom, kjer bi sicer upala, da bi imel 120 Hz osveževanje. Ima spodobno baterijo, ki se zaradi izjemno hitrega žičnega polnjenja fila v dobre pol ure, pa tudi kamere so izboljšali, ampak procesor je malo slabši, kot pa Realme GT. In glih ta procesor je poleg hitrosti osveževanja ekrana še najbolj vplival nekako na najino izbiro, zato so kot kralja midrange letos izbrala Realme GT 5G. Mogoče nama je uporabniški vmesnik pri OnePlusu malo boljši, malo lepši, drugače pa sta telefona zelo podobna, ampak ker procesor precej lahko tudi vpliva na kvaliteto fotk, dava tokrat manjšo prednost Realmiju. Un poquito. Tukaj lahko častno omenimo Samsung Galaxy A72, ki je poleg A52s 5G najboljša Samsunga izbira v tem ranku. Glede na to, da še zmeraj niso predstavili Samsung Galaxy S21 FE. Ima malo slabši procesor kot A52s 5G in je tudi malo dražji, ampak ima sistem kamer, ki je malo boljši, sploh pri zoom fotkah. Vredno je omeniti tudi Huawei Novo 9, ki seveda še zmeraj nima Googlovih storitev. Ne vem, če jih bojo kdaj imeli. Ampak je še vsem precej ok poskus Huaweia, da zahodni trg spomni, da to podjetje še zmeraj obstaja. Naslednja kategorija je po najnem mnenju najbolj sporna, saj so vsi telefoni tle že res dobri, imajo pa določene kompromise, ki za tak cenovni rang mogoče naju malo motijo. Gre za telefone, ki so v rangu od 550 € do 850 € in bi mogli načeloma spodkopavati tiste ta prave ultra flagshipe, ampak morate še zmeraj sprejeti tukaj določene kompromise, ki so včasih tudi dosti veliki. Tako bi tukaj omenil recimo običajnega OnePlus 9, ki je sicer v redu telefon, ampak za okoli 760 € se boste mogli sprijazniti, da ima plastično ohišje, nima telefoto objektiva, prav tako pa nima OIS-a, kar je za to ceno žal že kar malo nesprejemljiv. Kamera ima sicer dobro, sploh potem, ko so prišle posodobitve, ampak glede na hype, ki se je ustvaril po najavi sodelovanja s Hasselbladom, in še vsem malo razočarala, čeprav smo si zato tudi sami youtuberji krivi, ker smo kupili ta hype. Res je. Naslednji na seznamu je navaden S21, ki je precej lahka, kompaktna naprava z odličnim Super AMOLED 120 Hz ekranom in dobrimi kamerami. Ampak problem s tem telefonom je, da v primerjavi z lanskoletnim S20 ni naredil toliko velikega preskoka naprej. V nekaterih pogledih je celo mogoče slabši od njega, saj ima zaslon nižjo ločljivost, hrbtišče je pa iz plastike ne iz stekla. Ta je sicer zelo dobro narejena, ampak za praktično premijski telefon je še zmeraj nekak material, ki ga ne bi pričakovali za flagship napravo. Prav tako bi lahko tudi imel malo večjo baterijo. Ga pa trenutno lahko dobite za precej dobro ceno, saj ima Samsung ves čas neke akcije, tako da ga priporočava vsem zainteresiranim. No, najna top izbira za to kategorijo flagship killerjev pa je Xiaomi Mi 11. Telefon, ki je bil na voljo za nakup s 1.1.2021. Ne, telefon ni popoln, nima telefoto objektiva, kot Samsungova S21 in niti uradnega IP certifikata za vodotesnost in prahovo odpornost. Je sicer precej velik, ampak atraktiven za pogledat, ima odličen zaslon, ki je verjetno najboljši od teh treh omenjenih telefonov, top procesor in posname tudi zelo dobre fotke in pa videe. Pa še zvočnik je s Harman Kardon v glasu, tako da je tudi zvok ziher super. Glih zato je ta telefon najna izbira za najboljši telefon v tej kategoriji, čeprav je bila izbira spet zelo težka, kakor je izgleda letos kar v vseh kategorijah. Kot častno omen bo lahko izpostavil iPhone 13 mini, ki je zares lušten telefon, ki ima procesor večjih bratov, zaradi velikosti ga je zelo lahko za uporabljati, pa še baterijo so letos kljub manjšej velikosti izboljšali, da lahko zdrži dlje cajta. Edino škoda je, da je letošnji mini, glede na trenutne govorice, verjetno ta zadnji. To je res škoda. Končno pa smo prišli do najboljših telefonov 2021. Ti so najboljši od najboljših in če boste te obavili, imate res preveč keša oziroma dosti keša in ste hkrati tudi zelo zahteven uporabnik.
Ta prvi je sigurno Xiaomi Mi 11 Ultra, ki je bil ustvarjen kot nekak Xiaomijev odgovor na najboljše flagshipe tega leta. Ima čudovit dizajn, odličen 120 Hz zaslon, dela super fotke in videe, v določenih situacijah celo najboljše na trgu. Pa tudi mini zaslonček za delanje selfijev s hrbtno kamero je velikokrat prav Pa zabavno. Ja, kljub vsemu to ni najljubši telefon, ker precej hiter pokur baterijo, dosti neroden ga je tudi držati v rokah in zelo hiter lahko zapacate objektive kamor, ki je modul zanje toliko velik. Povezavo do videa v testu imate drugače v opisu. Naslednji na najnem seznamu je valjda iPhone 13 Pro Max, ki ima kvaliteten dizajn, ima 120 Hz OLED zaslon, ki je čudovit, čeprav ga še zmeraj tista zareza gor malo kazi za Face ID pa za selfie kamero, ima odlične stereo zvočnike in še bolj odlično baterijo, ki je verjetno trenutno najboljša na trgu. Se jim lahko zdrži tudi do 2 dni, če ga malo bolj konzervativno uporabljate. Njegovi objektivi delajo najboljše videoposnetke od vseh pametnih telefonov trenutno. In tudi fotke, ki jih proizvede, so med top 3 trenutno. Zakaj torej ni najina glavna izbira? Zato, ker Apple še zmeraj ni iOS-a prilagodil tako, da bi ta telefon znal izkoristiti ta večji zaslon, poleg tega pa ga je zaradi ostrih robov kar dosti neudobno zadržati. Če bi Apple znal izkoristiti ves potencial večjega zaslona, bi bil to najin telefon leta, brez pomislekov, toliko je dober. No questions asked. Za naju je tako top telefon leta Samsung Galaxy S21 Ultra, kjer je Samsung izboljšal praktično vse, kar je manjkalo pri S20 Ultra. Ima krasen zaslon, super baterijo, ki dolgo zdrži in objektivi kamer so letos res med najboljšimi. Nič več ni lovljenja fokusa, kot je bilo to pri S20 Ultra. Ultra širokokotna kamera je odlična in za zoom so poskrbeli kar z 2 telefoto objektivama. Dizajn telefona se nama z modulom za objektive zelo dopade in mat črn finiš je res premijski. Telefon sicer ni popoln, zna biti dosti težek in neroden za uporabljati in želiva si, da bi telefon lahko še hitreje žično se polnil, ker Samsung glede tega že malo počasi zaostaja za kitajsko konkurenco. Ampak vseeno, ta telefon ima skoraj vse, kar si nekako lahko želite v telefonu, je pa res, da ni svetlobna leta pred konkurenco sploh ne. Razlika v odličnosti teh 3 telefonov je toliko majhna, da nama komot lahko rečete, da so pač napačnega izbrala. Tok so si vsi ti 3 blizu po kvaliteti. Kaj pa časne omembe tukaj? Tukaj bi lahko izpostavila Google Pixel 6 Pro, pri katerem je Google končno naredil korak v ta pravo smer, z lepšim, izstopajočim dizajnom, pač krasen je, objektivi proizvajajo odlične fotke, zaslon je čudovit in vmesnik Material U na Android 12 zgleda ful zabaven za uporabljati. Sam zakaj torej ni med top temi 3 telefoni? Zakaj? Čist preprost zato, ker ga v Sloveniji še zmeraj ne morete kar tako dobiti. Pri Harvey Normanu ste lahko dobili recimo samo obično 6 in zato nekako ni toliko relevanten za ta video in za nas trg, pa tudi baterija bi bila lahko glede na njeno velikost kar precej boljša. In še zadnja kategorija je najljubši telefon, glede na razmerje med performansom in ceno, pa še zabavo ob uporabi. Tukaj bom jaz prvi začel in ko vam bom povedal svojo izbiro, mi boste sigurno rekli, da se mi je malo zmešalo. Ampak prosim, samo dajte mi poslušati. Moja top izbira v kategoriji je Samsung Galaxy Z Flip 3. Wow. Ampak Andraž, Z Flip 3 je čisto zgrešena izbira. A veš, koliko boljših telefonov je na trgu, ki stanejo skoraj 1000 evrov in imajo boljše specifikacije, kot pa ta telefon. In ja, čisto prav imate, to drži. Ampak dajte sam za en moment pogledati z drugega vidika. Z Flip 3 je odličen telefon, če ga vzamete v kontekstu prepogljivih telefonov in za ta denar dobite prepogljiv telefon, ki je višek tehnologije, ki ga je res zabaven hkrati za uporabljati. Lahko potrdim. In s katerim lahko kamo delate vsa opravila, kot z navadnim telefonom, je res neverjetno in zato je to moja izbira za to kategorijo. A ti je bil to všeč, pa si to užival, ko smo ga testirali zadnje 3 videe. No, saj po mojem bom jaz tudi kar precej presenetil z izbiro, ker Samsung še ni izdal S21 FE, bo pa je januarja. Po mojem tole res kar precej šok za vse, ki me poznajo, saj bo moj top telefon za leto 2021 iPhone 13 Pro, čeprav telefon ni pocen. Čakaj, kva? Ti si izbral iPhone? Ja. Ok, kaj se dogaja? Sem jaz v eni paralelni resničnosti, tako kot v ta novem Spider-Manu. A ja, min gled, peti si ga pogledati. Res dober Marvelov film.
Ne, nisi v paralelni resničnosti. Ne? To te lahko pomirim. Hvala Sem Bogu. celo izbiral med navadno 13 in tudi projem, ampak glede na to, da sem več sajta letos preživel s projem in da je dejanska razlika med tem dvema telefonoma napram lansko leto, se mi zdi kot ta prava odločitev. Okej. Pač telefon ima super baterijo, ni Res je. preveč ogromen in tudi ta dizajn z ravnimi robovi mi je všeč in malo bolj premium deluje. Ta nov A15 procesor je pa itak trenutno top of the top. Fotke so super, video pa še bolj. res. Čeprav Cinematic Mode ne deluje še 100% dobro, je zanimiva pa zabavna funkcija, ki nekako polepša videe. Glede na to, da cena ni nizka, ga na srečo tudi niso podražili glede na prejšnja leta. Tako da čeprav ni prepogljiv in mogoče malo zareže v roko zaradi ostrih robov, je to moja izbira za to kategorijo. Pošteno. Najbolj zabaven telefon za uporabo pa mi je sigurno Samsung Z Fold 3. Z Fold, ne Z Flip. Ok, po teh mogoče malo presenetljivih izbirah Ja. smo prišli do konca videa. To so bile najine izbire za top telefone po kategorijah za to leto. Ne. Izbiranje je bilo kar naporno, ampak tudi zabavno. Dajte nam še vi napisati spodaj v komentarjih, kateri so bili vaši najljubši telefoni tega leta, res naj ju ful zanima. Še enkrat hvala, da ste si ogledali tale najin video, res zelo cenima. Vsem vam želiva res lepe božično-novoletne praznike in upava, da ostanete skupaj z nama v letu 2022. Srečnega pa zdravega! Čau!